Spoštovani, prav lep dober večer, prisrčno pozdravljeni. Veseli in ponosni smo, da je našo prošnjo za sodelovanje tudi letos sprejel in se odval profesor dr. Edvard Kovač. Nekateri oziroma večina ga poznate, doktoriral je iz filozofije na Pariškem katoliškem inštitutu in magistriral iz teologije. Do leta 2016 je predaval na Teološki fakulteti, tukaj v Ljubljani, ter na Filozofski, zdravstveni in biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Še vedno pa predava in je v francoskem Toulouseu profesor filozofije na Filozofski fakulteti Katoliškega inštituta. Kot predavatelj sodeluje na Univerzi v Bordeauxu in na mednarodnih simpozijih v Strasburgu in Parizu. Profesor dr. Edvard Kovač je avtor številnih del, najbolj ga zanimajo vprašanja o etiki, pojmovanju človeka in sodobni problemi. Je strokovnjak za filozofsko antropologijo in sodobno filozofijo. Naj omenimo le njegove knjige Ničeva tragičnost, Slovenska nacionalna zavest, Modrost o ljubezni in Oddaljena bližina. Profesor dr. Edvard Kovač je med drugim za svoje delo prejel Rožančevo nagrado, francoski red za zasluge ter francoski red umetnosti in leposlovja. Veseli smo, ker bo nocoj profesor dr. Edvard Kovač skupaj z nami razmišljal ob temi Kristjan in drugi, od polemike do dialoga. Moj namen na tom je pokazati, kako je vedno človekova izkušnjava imeti prav in kako zna človek biti polemičen, nasilen do drugih. In hkrati, da se vedno potem uveljavlja tista ideja, da smo pa vendar bratje in sestre, da imamo skupnega Boga, očeta, ali pa kako malo, da smo ljudje. No in med tema dvema poloma se je tudi gibalo krščanstvo in se še giblje danes. Najprej za uvod dovolite, da predstavim problem judovstva, monoteizma, potem bomo prišli k vprašanju Sokrata, pa velikih cerkvenih očetov, na kar se bomo spoprijeli z današnjim trenutkom. Zadnje čase se tudi v Sloveniji javljajo knjige, članki, ki povezujejo monoteizem z nasiljem. Se pravi, da naj bi vprašanje monoteizma, vprašanje vera v enega Boga, povzročalo nasilje nad drugimi verstvi, ki so pač politeistična ali ki imajo mnogoboštvo ali pa ki ne preznavajo osebnega Boga. Tukaj se sklicujejo na specialista za staro egiptovsko verstvo, Asmana, profesorja iz Heidelberga, vendar je potem Asman tukaj napravil nekaj razvoj. Ampak kaj želim povedati? Namreč, da gre za pojme ali pa za napačno razumevanje Biblije. Namreč, med monoteizmom in politeizmom je tudi kopica vestnih oblik. To pomeni, da eno boštvo, gotovo nasprotno, je mnogo boštvo, vendar se pa eno boštvo nekako rodilo iz, kot bomo videli, iz nove eksistencialne drže, neke izbranosti ali, bomo rekli, izvoljenosti, izvoljenega naroda. Kajti, kot vemo, se je eno boštvo pojavilo že v egiptovski dinastiji, to je bilo vera enega Boga, sonca, vendar ni obstalo, kajti ni bilo eksistencialno povezano. In eno boštvo se je pravzaprav utrdilo šele z velikimi prerodami
preroki, ko so veliki preroki, to so Ezekiel, Daniel, Jeremija in Izarija, ko so vedli strogi monoteizem, ampak to so vedli tako, da so začeli povezovati monoteizem z monogamijo, se pravi za enoženstvo. In so planirali zavezo med Bogom Jahvetom in njegovim ljudstvom, izvoljenim ljudstvom, zavezi ali zaroki ali poroki, če hočete, med ženinom in nevesto. In tako, kako ima Bog samo eno izvoljeno ljudstvo, ga ščiti, z njim hodi, ga spodbuja, mu odpušča, tako sme imeti tudi mož samo eno ženo. Seveda, malo pomislimo, ne? Se pravi, Islam je potem šel v regresijo, iz socialnih razlogov dobojeval več žena, ampak dejstvo je, da je na vzhodu ali bližnjem vzhodu bilo oboje težavno. Tako monogamija kot monoteizem. In seveda, če se spomnimo, kako je bilo v Kanaanu, kanaanski deželi, se pravi v obljubljeni deželi, ki danes pravimo Judeja, Izraelci so našli tam ljudstva, ki so imela kult plodnosti. Ne samo, da so imeli orgiastične plese, si sekali žile in skrbel napajali zemljo, najbolj rodovitna, ampak imeli so tudi tako imenovano svetlo ali sakralno prostitucijo, to so bila hotišča zraven svetišč, boginje Ašere, boginje plodnosti po Višavah. In seveda, če k daritvi boginji za plodnost spadalo tudi spolni razvrat, vidimo, da je na to, kot pravijo preroki, gnusoba pred Gospodom. In zato so potem preroki povezovali eno boštvo z eno žensko, se pravi eno boštvo tudi z etičnostjo. In se pravi, da je Božje ljudstvo izvoljeno in se ne more tudi etično tako obnašati, kakor drugo ljudstvo. Tako vidimo, da je obstoj enega Boga ali vera enega Boga se uveljavila z visoko etično zahtevo, se pravi zvestobe družene in pa opuščanje razvratnih obredov. Seveda pa stanje ni tako enostavna, kajti ljudje v Egiptu so imeli res verovajnega Boga, se pravi v Jahveta, ampak hkrati so pa menili, da druga ljudstva imajo svoje bogove. In tako temu nauku mestni stopnje med monoteizmom in politeizmom, enoboštvom in mnogoboštvom, imenujemo henoteizem, se pravi enkratnost na Bog, predno je res edini, ki obstaja, je edinstven. No in kako to gre, vse misli povejo, ki govorijo, da takšnega Boga ni, kakor naš Bog Jahve, ki ima edini zasluži tudi sedmo med Bog, in drugi bogovi sicer obstajajo, ampak so nekaj šibkega, nekaj v pomanjkanju dobrega, znajo biti tudi hodobni in tako naprej. No, če malo pomislimo na Olimp, na grški panteon, oziroma grško verovanje, vidimo, da ima Bog Zeus družinske scene za svojo ženo Hero, da gre za posilstva, gre za kraje, nič kaj zglednega. In zato reče Sokrat, da odhaja tja, ko odhaja smrt, ker so drugi bogovi, ki so resnični,
ki so dobri, ki niso maščevalni, ki so povezani, če hoče tudi z visoko etičnostjo, ki jo učil Sokrat. Kaj zdaj to pomeni? Se pravi, da Izraelci pridejo v obljubljeno državo in rečejo, dobro, drugi bogovi obstajajo, ampak takšnega Boga, kakršen je naš pa ni. On je najmočnejši, najbolj zvišen, najbolj mogočen faraon, najbolj v morje z njegovo vojsko in konjeniki in naš Bog je dober, je usmiljen, je zvest in so roki znašli pojem zaveze ali alianse. To je pa neka posebna zaveza, se pravi, to pa ni samo pogodba. Mi vemo, če se nekdo ne drži pogodbe, če vodovoda ne pridemo, pač ne bom plačal, tudi če sva se domenila, to je pač pogodba, ki je vzajemna. Zaveza je pa pogodba, ki je tudi unilateralno drži, se pravi, tudi če ga Izrael žinka, lomi in še tako naprej, Bog ostane zvest. No in zdaj vidimo, ko to beremo, preroke, nam gre srh pohrbstvo, kako so ti preroki zmerjali svoje ljudstvo. Kako pravi pa ti Izrael, kakva nevesta, kakva ženska ti, z drugimi bogovi se podiš, se pojaš na okroka, in kaj še najhujše, ko bi saj za to kaj dobila, plačuješ, da gre z drugimi bogovi. Ti si najbolj razvratna ženska Izrael, kaj svet pozna. Ampak potem, in to je zdaj presenljivo, vidite, to je ta zaveza, ampak vrni se nazaj, Jahvetu. On te čaka, zopet boš imela svedeno obleco, dal ti bo uhanje, dal ti bo ugrlico, zopet boš najlepša, oprav te bo, očistil te bo, vse bo pozabljeno, vrni se. No, vidite, se pravi, da so preroki vzgajali izraelsko ljudstvo k dobroti in usmiljenju tega Boga. In na takšnega Boga, ki bi bil tako dober, tako usmiljen, ki sicer kaznuje svoje ljudstvo, ampak nikoli do kraja, bo vedno odpušča, takšnega pa ni, se pravi, Bog je enkraten in izjemen, edinstven in drugi bogovi se lahko skrijejo pred njim. Seveda, stvar se pa potem nekako spremeni, ko pride do katastrofe. In to pride v 5. stoletju, najprej pade, ko vemo Severno kraljestvo, potem Južno in Jeruzalem in Izraelci gredo v izgnanstvo, največ jih je pa povštih. No in strašno zanimivo je, da šele v izgnanstvu Izraelci pridejo preko prorokov do spoznanja, da njihov Bog ni vezan na obljubljeno državo, na Judejo, ni vezan samo na njihovo ljudstvo, ampak to je dobro usmiljeni Bog, ki gre z njimi in njegova dobrota je celo tako velika, da trpi svojim ljudstvom in tudi sliši in vidi njegove solze. In kaj se je zdaj zgodilo? Proroki začnejo govoriti, ne bodite žalostni. Kaj ti ta Bog, Jahve, sem ki sem, ali sem ki bom, je šel z vami trpi, vas ljubi, spokojite se da bom odpustil, šli boste nazaj, zopet boste pozidali Jeruzalem, zopet vam bo lepo. In ne se bat, drugi bogovi tega Jahveta ne morejo premagati. Veste, zakaj ne? Ker jih enostavno ni. Drugi bogov enostavno ni, naš Bog Jahve je edini obstoječi Bog. Ampak seveda, z ena strane zagata in rečejo, ja, kako je pa zdaj z drugimi ljudstvi, če njihovi bogovi sploh ne obstajajo. Koga pa imajo oni za Boga? In ne smemo pozabiti, mi smo, po tej
skoraj 3000 let nazaj, ko je človek še vedno homo religiosus, ko je normalno, da moli, ima obrede, da je religiozen. Nerelioznega človeka ni. No, in proroki odgovarjajo, ja, ampak ta Bog je tako dober, tako usmiljen, da je dober in usmiljen tudi do ostalih bogov. Tudi, do ostalih narodov, do ostalih ljudstv. Vsa ljudstva imajo našega Boga za Boga. Bog je Bog vsakega naroda, vsakega ljudstva, vsakega posameznika. In boste videli, vsi narodi bodo prišli v Jeruzalem in bodo častili vašega Boga, kajti Bog je usmiljen dober do vseh ljudi. In seveda, da je pa tu strašen problem, ne? Da ste doživeli, ko je edinček fantek in kar najletno pride sestrica, in je ljubosumje. Starši imajo oba radi, ne? No in tako je tudi njihovo ljubosumje. Ja, mi smo potem tudi več izvoljeni. Če vsako ljudstvo izvoljeno, in če Bog ljubi vsak narod, vsako ljudstvo, vsak jezik, vsakega posameznika, kaj pa potem z nami, ali do zavrgo, ali smo vsak dan kot vsi drugi. In da roki pravijo, ne, vi ste še vedno izvoljenega ljudstva. Se pravi, da morate biti etično pokončni, dajati vzgled in vi morate biti popolni kot vaš Bog, se pravi, dobri do vsakega ljudstva, do vsakega naroda, posameznika in rečejo, Juda, spomni se, da si bil tujec v egiptovski državi in bodi prizanesljiv dober do tujca. In ta dobrota mora biti še tako daleč, tudi do vseh živih biti, celo Talmud pravi, Juda, spomni se, ko si šel iz Izraela, ko si šel iz Egipta, noben pes ni zalajal, da bi te izdal, in zato do danes še ničesar ni dobil. Ne boješ se ga, da je še kaj vse. No, vidite, kako bomo rekli, ta prizanesljivost, ta velikodušnost, gre potem na vse stvarstvo. No in kaj lahko zdaj v tem prvem delu zaključimo? Da že v Bibliji imamo na eni stvari polemičnost, se pravi celo versko vojno do ostalih bogov, imamo reči, niso se lepo obnašali, vse so poklane pokončali in so rekli, da to Bog, njihov Bog zahteva. In na drugi strani je prišlo vprašanje, da teh bogov ni, da Bog usmiljen dober tudi do teh ljudstv, kar pomeni, da pravi čisti monoteizm je ravno obratno. Je prenehanje henoteizma, henoteizm, ki ga nekateri imenujejo takrat, ko je nasiljen tudi monolatrija, se pravi, gre če štenje samo enega boga, drugi bogovi obstajajo, ampak mi častimo samo enega. Se pravi, konec je za nasilje do drugih verstev, do drugih ljudstv, naš Bog jih ljubi in Izrael mora ljubiti tudi vsako ljudstvo, vsakega tujca in pa tudi, če hoče, vsakega posameznika. Vidite, to je veliko takšnih schematskih operisih, pojav monoteizma, izčiščenja Božje dobrote. Seveda, ko so potem prišli ljudje nazaj, so pozidali Jeruzalem, seveda, težava je te, ker niso imeli sredstev, niso imeli moči, da bi bil tam novi tempelj, tako lep kot Salomono, ampak peroki kot Zaharija so jih tolažili
pravi, ni za to, pravi, ta tempelj bo še bolj čudovit, kakor bi samo, kajti po njem bo hodil Mesija. No in vidite, tukaj sedaj Jude pridejo do verovanja, da bo prišel med njih Mesija, odrešenik vsega stvarstva ali vseh ljudi, ki bo ljubil vse ljudstvo, ki bo Božji izbranec, Božji ljubljenec in ki bo pomagal nositi ali ta Božji univerzalizem, Božjo dobroto ali ta čisti monotizem. No in zakaj to pravim? Vidite, ker navadno rečemo, vse ljudje so čisto simpatični ljudje, jih imamo radi, poznamo tega velikega znanstvenika, jih občudujemo. Nam je všeč, ne? Če gremo v Jeruzalem, pa vidimo tam, pa sedite, vidimo tele judovske fantke, ki imajo tele čoke, kitice, kipe in tako naprej. In se rečem, takšni pa mora biti mali Jezus in tako naprej. In jih imamo za sveto podobico, ne? Ja. Ampak ljudje hoče biti še nekaj drugega. Ne? Se pravi, tisto mnenje, ko imamo mi o Judih, so čisto vredili samo 2000 let so zadaj in so Kristusa sprejeli. Ni tako enostavno, kajti apostol Pavel pravi, da je to skrivnost, ampak želi, da se vsi njegovi rojaki, Božji, ne sproganejo in da pričujejo. No in tukaj sta dve dimenziji, a ne? Namreč, da so judovski nauk o Mesiju raznolik. Na eni strani pravi, da bo Mesija prišel, ampak da bo dvojn. Eden bo išel iz rodu Jožefa, egiptovskega, in zato da bo zastanjalo, da sta ljudstva. Zato vidite tudi krušni oče Jezusa iz Nazareta ne more biti drugega kot Jožef. In na drugi strani pravi, da bo pa iz judovega rodu prišel prav za njih še posebej Mesija. No, potem je pa drugo verovanje, ki pravi, da Mesija je pravzaprav mesijanski čas in da vsak pravičen ljud, ali pa pravičen vernik, ali pa pravičen človek je lahko Mesija, ker pomaga klicati mesijanski čas pravičnosti. Torej, kaj to pomeni? Se pravi, da judovstvo kot čisti monoteizem uveljavlja na ta ali ono teologijo Mesija, če hoče, zopet ta univerzalizem, kaj to pomeni, mi danes pravimo teološko razmerje ali neko bratstvo, neko veselje, da smo vsi izbrani in da vsi imamo poslanstvo pred Bogom. Ja, jaz se bom k temu judovskemu pojmovanju izvoljenosti še vrnil, a ne, bomo videli, kako to v krščanski teologiji zazveni. No, zdaj pa gremo k kristjanom. No, vidite, na začetku sta se ta dva tipa mesije, ali pa tam bomo rekli dva tipa monotizma, eden, ki je nacionalistični, rekel, ki je pač izbran, ki je bliže k enoteizmu, in drugi, ki je čisti monoteizm, sta se spopadla tudi v krščanstvo. No, mimo glede neko vprašanje, vidite, če pa Bog tako dober, pa usmiljen do vseh ljudstv, zakaj pa so potem v 5. stoletju, ko so se vrnili v Ezro, Judje dali, pustili Jozetovo knjigo, Zapeterovo knjižje, v kanonu, v judovski Bibliji, kajti so končno strašni stavki, da bi naj Jahve rekel, da čisto vse pobite. Moške, ženske, otroke in tako naprej, ko so napadli Jahve.
Vete, to so lahko not pustili samo z tem, ker so začeli razlagati ali pa razumevati svetopismo v luči velikih prorokov. Se pravi, tudi Jezus iz Nazareta, ki uči, razlaga v luči prorokov biblični tekst. Ali do drugače povedano, veste, to je hermeneutični ključ, rečemo, tisti ključ, preko katerega, v luči katerega razumemo ostali tekst. Drugače tega ne bi moglo biti notri. No in zakaj so Ezer in drugi ta tekst pustili v Bibliji, zakaj to ni postal nek zgodovinski tekst, preko sporeden z bibličnimi teksti, kot drugi teksti so ostali zunaj, zdaj ponovno odkrivamo. Zatega, ker so razvili teologijo Božjega trpljenja. Ti proroki so rekli, da je Bog se ponižal in Bog trpel, da se celo moralno ponižal v jerihih svojega ljudstva. To je ta globoka misel, da Bog trpi, da Bog ljubi človeka in se zaradi njega ponižuje in da tako ljubi svoje ljudstvo, da bi ga do kraja spoznali, da se tudi tam ponižal in trpel za temi, ki so jih ljudje prizadili. No, pa zdaj gremo k kristjanom. Se pravi, vidite, imeli smo to linijo strogega nacionalnega judovstva, se pravi, mi ljudje bomo sprejeli Kristusa, smo izvoljeni rod za Kristusa, imamo svojega Mesija in bomo luč narodov. In vsi morajo postati, kot so rekli proroki Jeruzalem, podobni Judom. Ja, ampak drugi, Pavlova linija, če hoče pa vam bolj dosledna, in rekla, ne, če Bog ljubi vsako ljudstvo, vsakega posameznika, ljubi njegov jezik, ni nujno, da sam postane ljud, da sprejme judovsko kulturo, judovsko civilizacijo, ker potem bo nehal biti Grk, bo nehal biti Rimljan, bo nehal biti Hetit, Egipčan in tako naprej. Bog pa ni rekel, da bo ta ljudstva izginila, ampak da jih bo ljubil, se pravi Egipčan, Libanonec, Feničan in tako naprej, lahko ostane tisto, kar je, ni treba da ljud, kaj ti Bog ljubi tudi njega preko Kristusa. No in vidimo, da se je znotraj krščanstva, če boste, uveljavil ta judovski mesija, ki bo povzdignil svoj narod, kot luč narodov, ampak predvsem ta drugi mesija za vsa ljudstva. Dobro, ampak sem še ni konec. In potem apostoli umrejo, vidimo, da imamo dva tipa cerka, Pavlove, ki bodo občestana, se pravi, ker so vsi brati in sestre, in imamo ta židovski tip, Petrov tip cerka, ki je nekako hierarhični. In to se pozna tudi v teologiji. Imamo apologete, ki so pripravljeni za Kristusa umreti, ampak recimo kot Tertullian pravi, mi nimamo čisto nič z grško modrostjo, za pogansko filozofijo, mi oznanjamo Kristusa, križanega in ljubečega, to je naša filozofija, to je naša misel, oni pa ne se grejo, kaj se grejo, mi z njimamo čisto nič, mi se z njimi ne pogovarjamo. Vidite, zopet ta polemičen odnos, ki je bil prej v henoteizmu, ali ki je bil prej v tem judovskem mesiju in se je prenesel na apologete, da so bili zelo kategorični in odklonilni do grške modrosti. No, mes je bil Pavel, ki je dosegel krah, Pavel je nagovoril Atence po strašnih pravilih, po Sokratovi metodi, neolitični metodi, paviški metodi. On mi je povedal, vi poznate celo neznanega Boga, on nema razgovoril. Se pravi, da je stopil
k njim, ne, in jim povedal, in jih vprašal, kdo so, jih je gledal in poslušal, in potem še ne spregovoril. No, ampak seveda dobil je pa odgovor, ne, z drugo Sokratovo metodo, ironično metodo, ne samo, on se je bil pripravljen, veste, kregati s njimi, ne, pa, ne, je bil tudi farizej, on se je znal kregati, ampak najkuše je bilo to, da se ti ciniki s njimi niso hoteli kregati, ne, so se ga ironično, ne, odstranili, to bomo drugič poslušali. No, in seveda, on je potem zabavljal čez Grke, čeravno in je odlično poznal grško, tudi odlično poznal, vidimo, še kar dobro, no, grško filozofijo, tudi rimsko pravo, bil je svetovna. Ampak seveda, ko pride v Rimu, pa neha zabavljati čez Grke, ne, takrat pa so kaže čudovito svetovnjanstvo. No, ampak veliko tile apologeti, Tertulijan so zelo strogi, a drugi grški očetje so pa genialni. In da bi te apologete, ali pa to ostro linijo, prepričani so iznašli legendo. In so rekli, da je Platon znal hebrejsko, da je bral Mojzesa in za tega potem pisal čudovite dialoge, čudovite spise. In so pa potem cerkveni očetje imeli Platona za navdihnjenega, inspiriranega. Tako da se tudi v renesančnih freskah, ali pa že prej, Platon pojavlja med preroki. Preroki. No, hvala Bogu lahko rečemo, da je ta dialoška linija, dialoški tok nekako zmagal in tem cerkvenim očetom, smo se vrnili tudi v času drugega Vatikanskega koncila, ko je dokument o drugih verstvih povedal, da so semena razodetja posejana tudi drugih verstvih, se pravi, da to kristjan ima dolžnost spoštovati in tudo prepoved, pa semena, ki so posejana v drugih ljudskih, drugih kulturah, drugih verstvih, ima strogo prepoved to uničiti. No, ampak gremo naprej in moramo reči, da so ti grški očetje dali novo moč, nov zagon Sokratu Platonu, z Biblijo, z svojim razmišljanjem, in da so narodi preko grških očetov in preko Avguština, latinskih očetov, dobili močno kulturo, krščansko kulturo, in da je krščanstvo antični svet, če hoče antično kulturo, ki ga je okrepilo, mu dalo dušo, če hočete tudi nekoliko stoično etiko, kasneje Aristotela, mu dalo dušo in potegnilo v srednji vek. No in vidite, srednji vek je strašno zanimivo. Kaj ti srednji vek, vidite, včasih rečemo, da je mračen, kdo bo, bile so vojne, bile je lakota, bile so epidemije, kuge, tri naloge, ampak, veste, ni Roosevelt iznašel ljudi, javna dela, ampak javna dela so bile katedrale, vse vasi, vsa mesta, vsa populacija je gradila katedrale. In poslušaj, jaz študentom rečem, ne morate reči, da je srednji vek teman, če so pa zgradili take stavbe z tako visokimi okni, ki so hoteli imeti toliko svetlove, da so mogli tudi zunanje upornike dati, da se jim stene niso zrušile. Ko stopiš v Gosko katedralo, te pogled Požarni kviško,
greš v večnostne perspektive. No, hkrati je pa ta lepota mavričnih barov, kar predstavljajo tudi gotska varna okna. No, kaj želim reči? Srednji vek je pravzaprav začetek razsvetljenstva, če hočete, v arhitekturi, pa seveda tudi vpliv sodne ikonografije je v nekakšnem tudi drugod, ali tudi v srednjeveški umetnosti, ker prevladuje zlata barva. Zlata barva je pa barva svetlobe, barva radosti, barva večnosti. No, ampak še bolj je pa seveda zanimiv, vidite, zanimiva univerza. Ne moramo reči, da stoletja visokega srednjega veka, ki so porodila univerzo, da je to temačno obdobje. No, univerza, vedno to pomeni vse učiteljišče, neko univerzalno mišljenje, najbolj pomeni univerzitas, se pravi skupnost. Ni bilo treba iti samostan, v sklopu katedralnih šol so začeli študentje in profesori skupaj bivati, skupaj debatirati. Študentje so pisali skripta, vidimo to v Tomaževo sumo, so mu študentje napisali, to so beležke, z njegovih predavanj, se jih on potem pregledal. Ma vseeno, kaj želim reči, vidite, je ta fraternitas, je to bratstvo, ker zmaguje, da so vsi ljudje, lahko ne samo verni, globoki, ampak da imajo vsi ljudje lahko modrost, vsi ljudje lahko grejo v te univerze, ponavljam, ni treba biti menih, ni treba biti spokojnik, ni treba biti mistik, dovolj, če te domači župnik nauči elementarne latinščine, ker se pisalo v latinščini, ampak vse pogovorni jezik, takrat italijanščina, francoščina, španščina in pa blizu latinščine, tudi delno gotovo, tako francoščina, tudi takrat angleščina. No, ampak, kaj želim povedati, se pravi, da se je začelo univerzalno znanje, ampak v skupnosti, ker so to med seboj delili. No, in gledajte, Tomaž Akvinski, je tudi zavetnik iz te hiše, teološke fakultete, gledajte, nekaj stoletij pred razsvetljenstvom začne učiti, da je človeški razum tako močan, tako prodoren, da je človek podoben Bogu po svojem razumu, svojem umu, da ni potrebno posebne milosti, posebnega razbetja ali svetega pisma, da bi človek prišel do spoznanja absolutne resnice, se pravi, da Bog je. Vidite, kakšen slavospev univerzalnemu razumu. No in vidite, da je srednjeveška univerza imela dve fakulteti. Ena fakulteta je bila artistična, to je bila filozofska, kjer je bilo treba samo z golimi rokami razuma, razmišljati, debatirati. Druga je bila pa potem seveda teološka, kjer je prišlo tudi Sveto pismo, Svetovne očetje in tako naprej. Kaj vam želim reči? Da racionalizem je v bistvu, ali pa moderna doba, ni prelom srednjim vekom, ampak moderna doba je omogočil univerzalni ki je omogočil srednji vek, krščanski srednji vek ali krščanska univerza. Vidite, problem, ki ga je imel islam je pa ta, če gledamo Andaluzijo, Granado, Sevilijo, Kordovo, da takratna univerza islamska bila celo bolj razvita, več jezikov so znali, več medicine, več astronomije, več matematike, ampak ta univerza islamska ni porodila renesanse, ker ni dala avtonomijo človeškemu razumu, da mora sam nekaj narediti.
mimo glede, da ne bo preveč teorija. Poglejte, marsikatera med vami, vaša ljubiteljca, ali pa mama, mati, ki je vzgajala, običajno niste rekli, ne smeš tega delati. Zakaj pa ne? Ja, ne smeš tega delati, ker te bo Bog štrafil, kaznoval. No, kakšna babica stara mama je tudi rekla, ne? Ampak, naravno vsaki fant, si pameten, si odrasel, pameten fant pa ne bo tako delal. Glede, ste se sklicevali na Kanta ali na Tomaža Akvinskega, se pravi na človekov razum, ki je univerzalen. In kaj zdaj to pomeni? Tomaž Akvinski je debatiral z Averroesom, ki je bil filozof, musliman, je debatiral z Majmonidom, se pravi judovskim Aristotelom, je z pogani debatiral. Se pravi, je bil dialog in ni rekel to in to, ti si pogan, Frdaman, preklet, ni dobro, da pekel obstajal, da boš nokali, daleč od tega. Z njim je debatiral in povedal, v tem imaš prav, v tem si pa nelogična, pa nedosledni, tudi pa ne moram dati prav, se pravi, že on razvijal dialog. No, seveda, samo na kratko moderno dobo, da prijem zaključil v naš trenutek, kaj se je zdaj zgodilo. Seveda, problem racionalizma pa je, da je že izjem, da je vase zavarovan. Razumnost Tomaža pa 7. veka je razumnost, ampak se rečejo, tu pa jaz ne morem, tu pa razum ne gre več naprej, tukaj pa potrebujem razudeca, ali pa stav. Se pravi, lahko prijem do spoznanja absolutne resnice, ampak kaj pa je ta resnica? Kaj so skrivnosti te resnice? Kaj je skrivnost ljubezni, stvarstva? Kaj je skrivnost človeka, ženske, moža, otroka? Potrebujem razumeti. No in seveda, racionalizm je pa postal vase zavarovan, sam sebi zadosten in ni priznaval meja. No in seveda, vidite, tudi če potem družbeno kulminira v francoski revoluciji, ki je proglasila enakost na podlagi razuma, pa vendar, ker ta razum bil omejen, je imeno tega razuma, če boste, se je zdaj začela pojavljati nasilje. Nasilje, potem, ko so z novim vekom, ko so odkrili nove kontinente, nova ljudstva, edino naša civilizacija, ki je racionalistična, ima status civilizacijo in sami veste, da smo imenovali Afričane ali pa Indice naprej kot divjake, kaj je strašno krivično, ker imajo kulturo, imajo civilizacijo, ki je drugačna kot naša. Misionari so jih sicer mnogokrat branili, odkupovali kot suše, ampak vidite, kako nekdo, ki ima prav, ki ima razum v rokah, ima znanost, takratno v rokah, kako je lahko nasiljen. In seveda vidite, kaj zdaj to pomeni. To pomeni, da je šla tudi teologija dalje skušnjavo, vse tja do papeža Pija X, ki je bil strašno pobožen, zelo duhovn, da glede Euharistije, glede teologije je pa prestal na tiste rimske teologije, ki so bili krčeviti, vsodil modernizem, se pravi, da je začel razglašati samo neko teologijo kot neko ožjo teologijo, ki ni teologija Tomaža Akvinskega, ampak je tomizem kot edino pravo in za katero moramo reči, da se je obnašala tudi nasilno, celo v Sloveniji. Vidimo Mahnič po svojem srcu bil čudovit, dober, odprt, celo Hrvatom je ohranil glagolico, čudovito kulturno dediščino, ampak ko je bil pa v Sloveniji, je bil pa strašno radikalen, strašno strog
strašno polemičen edino prav. No, ampak mi smemo pozabiti, da je bil tudi Slomškov duh. Slomškov duh je pa nadaljeval Tomaža Akvinskega, njegovo skrivnost, milino in ljubezen in raje, kako da bi z ognjami mečem, hudimi pridigami, hudimi sekretnimi kaznimi, preganjal vinske pesmi, ki so kakšne bile res nekoliko okrogle, jih je raje sam sestavil in preteval. Vidite, neko že pred koncilom hudo dialoško razmerje, da to ni slučaj, da takrat, ko je bil Slomšek, ko so videli njegove spisi, krepostih, da je bil Janez Pavel II. Tako navdušen, da je prišel poslušati, kar je o tem rekli, ker je bil res tožko v njegovem srcu. No, ampak, vidite, ta univerzalni je pa vendar nekaj dobrega porodil, to je tehnika, samo pomislimo, gospe, če bi mogli vse na roko praviti, če bi mogli samo zdrni, kuriti, in naše enoceplo, seveda, tu časa ni za tiste domače specialitete, ki so na drvih, pečene. Težko bi bile v službi, težko bi bile znanstvenice, težko bi bile vzgojiteljice, ne pozabite, da Avstro-Ogrske morala biti učiteljica gospodična, se mi smela poročiti, da je bila za otroke, kaj želim reči, vidite, tehnika je tukaj, ki je velik dobrobit, tudi mi nismo ob svečah tukaj, smo razsvetljeni, kaj želim reči, to je velik napredek moderne dobe, ki nam je tehniko, ki nam veliko pomaga, da nam je življenje lažje in tudi se ne odrekamo. No, ampak za zaključek, če dovolite zdaj, gre vprašanje pomoderne, postmoderne. Vidite, zdaj ta univerzalna znanost pa tehnika se je videlo, da ni dovolj. Vidite, strašno zanimivo je, da je Tomaž Akvinski poznal še naravni moralni zakon, pravzaprav, da on uvedel. Se pravi, da je bil prepričan, da tisti, ki razmišlja, če razmišlja, je pač Božja podoba, ki razmišlja, da je hkrati tudi svoboden in da lahko sam na podlagi razmisleka pride do tega, kaj je prav in kaj ni prav, se pravi, da obstaja moralni naravni zakon. Se pravi, da Bog nas položil, tudi če nismo verni, naravne moralne zahteve, ki jih jaz lahko ugotovim, če razmišljam in če se pogovarjam s drugim. Vidite, strašno zanimivo je to, da človekove pravice, ki temeljijo na takšnem naravnem zakonu, ki je pa dialoški, znotraj katerega se pa pogovarjamo, da je napisal v temelju Jacques Maritain, ki je bil pa Tomažev učenec, in ni zahteval, da bi človekove pravice morale imeti tudi preambolo, kjer bi govorili o Bogu. Se pravi, da so zopet Tomaževi učenci rešili človekove pravice ali pa ta moderni racionalizm, preko katerega mi protestiramo, da so na trgu Kitajci pobili svoje študente, protestiramo za dogodke v Rusiji, proti policiji Barceloni in tako naprej. Ampak problem, ki ga pa moderna doba vseeno doživela pa je, da ta znanost in tehnika nima ta korekcije, nima ta etične korekcije, ne dovolj velike, oziroma da ta razum,
ki je utemeljil človekove pravice, ni dovolj močan, da bi te človekove pravice uveljavil. In seveda zdaj prihajajo zlasti judovski mislici do tega in pravijo, že Tomaž Akvinski je rekel, da takrat, ko razum odpove, ko je nemočan, mora nastopiti tudi vera ali milost ali duhovnost. No in v tem duhu, vidite, sedaj ti judovski mislici, ali ti, ki so apolosi, ki iščejo duhovnost. Ja. Vidite, tu smo pa zdaj čist pred novo prelomnico, kaj nismo bili vajeni. Prej je kdo bil, ni bil veren, je bil pač ateist, smo rekli živi povesti, ves je tudi govorica Boga, tudi če ti tega ne veš. Ampak jaz pa imam vero, imam izkustvo duhovnosti, naj mi pa k temu pomaga še Bog. Vidite, današnji človek, postmoderni človek, pa želi imeti pomoč Boga. Samo vidite, zdaj pa problem tukaj. Problem je pa tukaj, da je to judovstvo, ki poznamo Boga, Jahveta, smo ga doživeli preko univerzalnega Kristusa, ki je za vse nam. In seveda problem postmodernega trenutka je ta, da noče postati, da ti ljudje, ki iščejo duhovnost, nočejo postati ne ljudje, ne kristjani, radi pa bi bili duhovni. In vidite, tukaj je zdaj pomembna stvar, da mi ne rečemo polemično temu novemu bogatstvu, ali pa novi vernosti, ali pa novi izvenkrščanski vernosti, ki se razodela predkrščan, da je postkrščanska, je pa predkrščanska, da zopet nismo polemični, da rečemo, posluš, ti ne poznaš osebnega Boga, ne moreš k njemu, ti ne možeš biti etičen, ti ne možeš biti duhoven, ti ne možeš biti srečen. Ampak rečemo, ja, zrna razodetja, zrna Božje besede, zrna Božje dobrota, Božjega usmiljenja so nazoča tudi v tvojem iskanju ali v tistem, kar boš ti najdel. Mi se lahko vseeno pogovarjamo. Vidite, a ni to lepo, da je Benedikt XVI, ki veljal za strogega teologa, vendar v Asizi ni samo povabil vsa verstva sveta, ampak tudi agnostike, se pravi tisti, ki Boga še ne poznajo, ga pa iščejo ali pa mislijo, da bo ostal nespoznaten, ampak si ga želijo. No in vidite, tukaj smo zdaj pred novo paradigmo, nove dialoškosti. Ne samo, da nismo več polemični, do pravoslavnih, do protestantov, veliko pravoslavnih gremo njihovi maši, protestantnih cerkovsku, gradimo, imamo bogoslužje Božje besede. Ne samo, da govorimo muslimanom, tudi če ne priznavate, ne morete skozi Sveto Trojice pa Kristusa kot Božjega Sina, pa vendar je nekaj razodetja tudi v Koranu, da je Bog stvarnik, da je Bog usmiljen, da tudi Bog odpušča, da je tudi Bog daje milost in tako naprej. Marsikaj lepega, čudovitega v Koranu, če ravno so tudi ene stvari, ki jih mi ne moramo sprejeti, oziroma bi jih mi razlagali, bi jih pa vsi ne marate. Ampak gledajte, vseeno se da z njimi pogovarjati. Se lahko z budisti pogovarjamo, ki imajo čudovit humanizem. Ampak zdaj smo prišli do tega, do nove dialoškosti, da nekdo, ki priznava presežno ali transcendenco, da je na nek način anonimni kristjan, kot je rekel Karl Rahner, a pa, če rečemo, da je tudi anonimni vernik, ne, da bi to vedel. Ali kot pravi Sponvi, tukaj zdaj zaključujem, pravi, da absolutna etičnost, absolutni etični zakon brez transcendence, brez duhovnosti, brez presežnosti, enostavno ni mogoče. Se pravi, ga mora predpostavljati. In tu je zdaj, tu je možnost
da te etike možno vsega. No in sedaj tukaj prihajam k epilogu. Zdaj pridemo pa do tega. Vidite, zopet, da so judovski filozofi zopet uvedli v to etičnost pojem izvoljenosti. Vidite, prej smo rekli, da je izvoljeno Božje ljudstvo, da je izvoljen vsak narod, vsaka kultura, da pa pravijo, da v tej etičnosti pa je izvoljen vsak posameznik. Se pravi, vsak posameznik, vidite, ima neko posebno poslanstvo. Zakaj to pomeni? Vidite, človekove pravice morajo ostati. Univerzalna etika mora ostati. Se pravi, od Tomaža Akvinskega naprej, preko razsvetljencev, preko Kanta, preko človekovih pravic in tako naprej. Ampak znotraj te veliko univerzalne etike, ko smo vsi odgovorni, nobena ne smemo biti in tako naprej, pa vsak lahko doživi svoje poslanstvo etične izvoljenosti drugega človeka. In vidite, kako pa do tega pridem, vidimo, da je nekaj še bolj univerzalno, kako pa razum, univerza, doktorat in tako naprej. In to je sočutje. To je ljubezen, sočutje, ta koncept sočutja, sposobnost empatije mi pomaga, da jaz podpišem, pristajam na univerzalno etiko, ki me obvezuje, da pristajam na to, da spoštujem vsakega človeka, tako kot zahteva krščanstvo, in človekove pravice so samo laična, sekularna oblika krščanske univerzalne zahteve, ki izhaja iz judovstva, da vsak narod, vsak kultura ima priznanje, vsak posameznik ima priznanje, ampak sedaj pa lahko krščanstvo skupaj z ljudi, da novo etičnost, novo dialoškost, razumeš, da ne rečem, ja, si vredo, človek si, ampak da drugemu tudi rečem, še več kot to, si enkraten, izjemen, neponovljiv, takšen, ko jaz mislim, da si na drug način enkraten, neponovljiv, ampak tako enkratno, izjemno, ko Bog deluje v tebi, pa druge ne. Bogu hvala, da si, Bogu hvala, da sem te srečal in hvala lepa vam, da sem lahko srečal. Lepo čest. Široke misli, verjamem, da so v nas sprožile vsaj toliko vprašanj, kot so nam dali odgovorov. Zdaj, morda, če se komu porodi kakšno vprašanje, se pravi, tema predvsem je od polemike k dialogu, kristjani danes. Ali smo dialoški, smo polemični, kje so možnosti, kje so izzivi in v katero smer pravzaprav gremo. Če ima kdo že konkretno vprašanje, na dan z njim prinesem mikrofon. Sicer bi morda jaz, to, kar sem začel, gospod profesor, je cerkev danes, oziroma smo kristjani danes pripravljeni na dialoško držo do sveta. In pravzaprav dokot ta dialoška drža lahko gre. Ja. Namreč, če smem samo še podobno vprašanje, kristjani prvih stoletij so bili pred podobnim izzivom verjetno, kot smo kristjani danes. Tako na prvi pogled bi rekli, da se jim je marsikdaj to slabo izšlo. Ja, hvala lepa, gospod profesor, za to izrajajoče vprašanje. Ja, zelo podobno je, hkrati je pa nekaj čisto novo. Glede, podobno je, civilizacija se sesuva. Prvi v zgodovini človeštva, pa zahodne civilizacije, neka civilizacija temelji predvsem pa zgolj na ekonomiji. Takšne civilizacije, pa takšne kulture še ni bilo. Vidimo, da nekateri pritiskajo na
kulturno ministrstvo, da mora tudi kultura tržiti in biti tržno blago, in da to njena vrednost. A vidite, da tu je problem in takšna civilizacija se mora sesuti. Ampak vidimo, so pa neke pridobitve te civilizacije. No in ta pridobitev te civilizacije, omenil sem, to je tehnika, vredo, ampak pridobitve je pa tudi spoštovanje posameznika, da se Bog čudovito v svojem ljudstvu razodeva, ampak razodeva se pa tudi v vsakem posamezniku, v njegovi enkratnosti. Vidite, to, da pa lahko krščanstvo, da pa izvoljenosti in ljudarstvo danes prišlo pa za tega, ker je prišlo do avtonomije modernega subjekta in ta avtonomija, veliko, da se nekdo iz sebe, iz svojih čudovitih dimenzij opredeli, definira. To je ta moderna doba. In zaradi tega, veliko, to ni individualizem, ampak individualnost, da ima vsak poleg, če hočete, splošnega nauka, splošnega vedenja, tudi osebno odnos do Boga, ki je enkraten izjemen, morda mističen ali pa ne. Podobno, ali kot v prijateljstvo ima nekdo enkraten odnos. Vidite, in to enkratnost je treba sprejeti, tega pa prej niso poznali. No, gledajte, tukaj je zdaj težava, Reče, ti si pa netolerantni, vse vere so enako dobre, vse moraš sprejeti, enako ceniti. Ja, to je tako, kot če bi nekdo rekel svoji ženi, veš kaj, ljuba žena, ti si žensko bitje, jaz tebe zelo spoštujem, ampak veš, jaz pa enako spoštujem in enako imam rad vse ženske na svetu. Ne bo šlo, Razumete? Ja, imam, cenim, ampak tebe pa na enkraten, izjemen način. In zato vidite, tudi če smo kristjani sprejeli, če sprejmemo, da smo mi enkratni, da smo mi sprejeli enkratno razodetje, bomo lažje tudi enkratnost ali pa Boga na delo drugi sprejeli. Se pravi, ali smo pripravljeni na ta dialog, na ta pogovor, ne pa na polemičnost? Ja, vidite, kdaj je človek polemičen? Iz nekaj razlogov. Če gre strah, če je preplašen. Čim bolj se nekdo čuti ljubljenega Boga, ga ni strah, pa pri kristjanov, imaš prav, ni bilo strah, in dva vedno na glede, in tako naprej so se objema, so molili, Maksimilijana, Kolbeja, ni bilo strah. Se pravi, ne biti odpraviti strah, ampak ko spravimo strah, če čutimo, da smo izvoljeni, da smo izbrani in da ima Bog za nas neko poslanstvo. In druga stvar, se pravi, moramo poznati Biblijo svojega verovanja. Če se začnemo pogovarjati, rečem, premalo podkovan. Vidite, danes sem predaval na domiščo kolege v Mariboru, prvi letnik teologije. Ja. Se jih ni bilo veliko, 8 študentov. Rekel, zdaj bojo vsi sveti, v cerkvi boste slišali o popolnem odpustku, kaj pa to pomeni. In tudi tista, ki veliko uči otroke, ni vedela. Še ni vedel, pa so rekli, ja, to je, da si kupiš odpuščanje grehov. Ja, ni čisto tako. Ja, tako smo se v šoli učili. Kaj pa veliko? Ja, enkrat smo nekaj omenili, pa se ne spomnili. Dobro, kot vemo, je to odpuščanje kazni, časnih kazni, odpuščanje grehov je za kremen, druge pa zlorabe in tako naprej. Ampak gledajte, da poznam te stvari. Potem sem pa začel razlagati. Se rekel, ja, poslušajte, hudo je to, da je bila zlorabljena. Poglejte, prvi kristjani so trpeli, so bili mučeni. In kakšni so umrli, drugi so ostali živi. Kaj pa tretji? Ja, tretji so se skrili, Dobro, hvala Bogu, da so se. Da, naročilo, da se morajo skriti,
ne smejo izzivati. To je daleč od islamistov, ki se razstrelijo. Skrit so se morali. Ampak, ko so bili pa pred sodnika četrti, so pa klonili, so pa darovali božanstvo. Ampak seveda, Nero ni stalno se živel, Dioklecijan tudi ne, nastopil mir, Germani nazaj prišli, šlo je rekel, da boš pa delal pokoro, ti odpustim, pa pokoro boš delal do smrti. Glede, kako lepo, so pa prišli mučenci, ki so ostali živi, pa so rekli, poslušaj, mi pa nismo odpadli od vire, mi smo pa ostali živi. Vsi smo mi zadostili za njihov greh, vsi smo mi trpeli, da je zmanjšen mi dokaz. Vidite, se pravi, to je ta občestvena vera, ta povezujoča vera, ampak tako je, najlepše se gleda, ko spridje. No, kaj rečem, dialoško smo pripravljeni, če sami živimo neko duhovnost, če se čutimo Božji roki, nas ni strah, kot tistega, ki ga ljubimo, ki ga imamo radi, da ni strah biti iskren, priznati svojo napako, se oprostiti, se pravi, se z njim pogovarjati in na drugi strani, rekel, dialog zahteva, tiste dobre zgleda, poglabljanje vire. Se pravi, da bom svojo vero poznal tudi tradicijo, da se bom znal kaj pogovarjati. In seveda, vidite, dobro je, da smo celo tretja stvar, s kom se pogovarjati, se pravi, da rečem, če nisi veren, se bom samo pogovarjal, ampak ni nujno, da si neetičen, se Tomaš Akvinski pravi, da ti Bog govori preko vesti, zame nisi pokvarjen, ko ti misliš, da jaz mislim o tebi. Se pravi, je treba tudi poznati prepričanje drugega, kar se pa tiče islama, kar pa treba tudi poznati, tudi te pozitivne elemente, ki pa oni kdaj pozabijo. Se pravi, vidite, to je ta dialog, med nami, da nisem polemično do koga, ampak da najdemo vrednote v drugih. Seveda, zadnja stvar, to pa ne pomeni, vsi ljudje so prijazni, vsi ljudje so dobri, vsi imajo čudovite noge. Kakšnega gledaj tudi polomija, in v tej etiki sem jaz res odgovoren, ampak tudi odgovoren za odgovornost otroka, tudi za odgovornost sodelavca, tudi za odgovornost soseda. Ne moram reči, delaj kaj češ, jaz sem tolerant. Tako malo sem zaokrožen. Nasprotno primeru, gospod profesor, najlepša hvala. Kaj če bi ja še imel nekaj za povedati? Seveda. Jaz bi imel pa nekaj za povedati. Jaz vas občudujem. Zamte zadnjo družino v roko, kot mimo sem tudi frančiškan, naš pater generalni minister, slovensko bi se moralo to prevedati, vsesplošni služavnik, minister in služavnik. Malo tem intervjujo v družini zadnji zelo presenetil, ko sta ga novinarja vprašala, kako pa naj bi se z mladimi mi pogovarjali, ki so prehodili z cerkve, in mu pravi, o tem še nismo razmišljali, ampak če bi mene zdaj, ker ste me vprašali, če bi me to vprašali, da rekel, najprej mi, duhovniki ali pa apostoli, 3 leta molčati, pa samo mlade poslušati. No, jaz sem bil priča uri in pol mladih ljudi, ki samo poslušajo. Hvala lepa, da se da Bog zamenjale, pa še naprej.